Lepo pozdravljeni spoštovani gledalci, spoštovane gledalke in pa seveda lep pozdrav tudi ven, gospod Martin Rebolj, ki ste včasih upravljali župansko funkcijo v občini Moravče. V Moravčah seveda je kar nekaj vročih tem, če tako rečeva temo, in željo, da pojasnite vaše videnje za naprej oziroma tudi za nazaj, seveda sledi tale današnji pogovor. Pa morda, Martin, če kar začneva, kje bova začela pri vrtcu mogoče, oziroma pri dogajanjih sedaj, ko se gradi prizidek osnovni šoli Jurija Vege. Dogajanje v zadnjih 3 letih, že 4. leto me pravzaprav zelo moti, kajti občinska uprava se očitno, odnosno občinska oblast se ukvarja bolj z mano kot pa z projekti. In eden od projektov je tudi gradnja prizidka šole in pa telovadnice. V elektronskem sporočilu, ki je poslan z elektronske pošte direktorja občinske uprave v Moravčah, je zapisano, da je drsenje pri šoli vse krivica prejšnje oblasti. Jaz bi povedal takole. Izkop za spodnji vrtec, ki ga je omenjal, se je začel v letu 2003 in 2004. Pozno jeseni je ta vrtec tudi zgrajen in odprt. Ves izkop pa se je odpeljal v Tomanov prug. Izkop za zgornji vrtec, pravzaprav za kurilnico, je upravljen v letu 2011-2012 in je v celoti odpeljan v peskokope Termita, v opuščene peskokope. Vse je posebno kurilnica in pa zgornji vrtec sta zgrajena na raščenih tleh, skratka na trdem terenu in v globini 8 metrov. Zato je čudno, kako so se na občinski upravi spomnili, da je kriva prejšnja oblast in odlaganje. Povedal bi takole, da je pravzaprav popolnoma jasno, da je občina vedela, da je problem z zalednimi in podzemnimi vodami, kajti v razpisu za pripravo gradbene dokumentacije za prizidek šole in telovadnice je jasno, popolnoma jasno v zahtevku, da projektant mora obdelati odvodnjavanje zalednih voda. Drugo, od leta 2004, ko je zgrajen spodnji vrtec, je znan problem, da občasno ob močnejšem deževju v vrtec in pa v zaklonišče vdira podzemna in površinska voda. Tako da sem presenečen, da so se odločili, da brez sodelovanja geomehanika in predhodnega zaščite visoke brežine, da so porušili objekte in vse podporne, deloma tudi podporne zidove, kar je pravzaprav na koncu tudi povzročilo to drsenje. Drugi takšen primer pa je tudi moravška obvoznica. Obvoznica sicer ni občinski projekt, vemo, da obvoznice gradi država, pa vendarle občine je udeležene pri teh projektih z določenimi nalogami, s pomočjo in tako naprej. Martin Rebolj, povejte, kaj je zdaj s to obvoznico, koliko časa traja ta zgodba? No, zgodba, kot je že omenjeno, je pravzaprav ima že dolgo zgodovino. Ampak jaz bi začel z sprejetjem občinskega prostorskega načrta v letu 2013, s katerim smo tudi umestili traso jugozahodne obvoznice v prostor. Po umestitvi smo upravili nekaj razgovorov na Ministrstvu za promet in infrastrukturo, kjer smo se dogovorili, da občina začne z temi pripravljalnimi deli, skratka z temi projekti, ki jih je potrebno izvesti strani občine in da jih izvede in financira. Tako smo pričeli z študijo poteka tras
Po izdelavi, mislim, da so bile izrisane 3 ali 4 variante tras, je izbrana kot najugodnejša trasa številka 1. Potem pa smo seveda pristopili geodetskemu posnetku, izdelavi idejnega načrta. Na podlagi vsega tega pa je opredeljen tudi območje, za katero treba pripraviti občinski podrobni prostorski načrt, ki je na koncu tudi podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. In pa seveda je podpisan sklep za izvedbo priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Objavljen je v občinskem vestniku občine Moravče pod številko 2/18. Tako da ta dela, ki smo jih pripravili, so bila vse dogovorjena v skladu z ministrstvom. Obenem je pa na podlagi idejnega načrta ministrstvo ocenilo višino investicije na 2 038 000. Ta ocena pa mislim, da je vse od leta 2017 tudi v NRP-jih prometnega ministrstva, skratka proračuna Republike Slovenije, in je ocenjena vrednost zapisana še danes v zadnjem proračunu, to za leto 2022. To se pravi, zadeve so jasne, ne? Tako. Seveda tretja stvar, ki pa je tudi vroča, če rečeva temu tako, je pa gradnja doma za starejše občane. Vsi nekako, ki smo sledili tej zgodbi, poznamo to brado, ki je res dolga, veliko je bilo zapletov, veliko je bilo nesrečnih naključij, veliko se je okrog tega dogajalo. No, dejstvo je, da je zdaj gradbišče pripravljeno, temeljni kamen je položen in po trditvah se bo ta gradnja začela zdaj. Kako pa vi vidite vse skupaj, Martin Rebolj, kako se vi spominjate teh zapletov in seveda vsega, kar se je dogajalo okrog tega? Jaz bi rad predvsem poudaril nekaj, da je leta 2018 v mandatu, ko sem še bil župan, občina Moravče dobila gradbeno dovoljenje, imeli smo projekt za gradnjo, imeli smo tudi koncesionarja. Tako da bi novo izvoljena oblast morala temu koncesionarju zgolj podeliti stavbno pravico, s katero bi on potem podaljšal koncesijo in bi lahko začel graditi. Žal so se odločili drugače, tako da pravzaprav v tem trenutku imamo lastnika zemljišča, kajti občina ga je prodala za borih cirka 24 evrov po kvadratnem metru, drugo pa čaka koncesijo, je pa pravzaprav jaz v tem ne vidim problema, kdo bo gradil v Moravčah in kdo bo lastnik tega doma. Problem, ki zadeva bodoče stanovalce v tem domu, je predvsem cena. V primeru, da bi bil komet, bi bila cena nekje 25 evrov po enem dnevu. Bistra d.o.o., ki naj bi gradil, ali pa ki bo gradil v Moravčah, pa ima v tem trenutku, lansko leto ceno omenjam, 32 evrov in 22 centov na dan. Tako da, ko to izračunamo, bo dom za uporabnike za osnovno oskrbo za 200 evrov dražji. Ves problem je v tem. Ne v izvedbi, načinu in vseh umestnih dogajanjih, kar se je dogajalo. Seveda je absolutno dobrodošel dom. Pomembno pa je zelo za Moravčane ali pa za kjerkoli po Sloveniji, da starostnik ima vsaj približno toliko denarja, da lahko si ta dom zagotovi. Kar bo v Moravčah za 1000 evri težko. Letos je leto volitev, tudi lokalne volitve se bodo zgodile jeseni. Verjetno bom prvi, ki vas bo to vprašal. Martin Rebolj, boste ponovno kandidirali?
glede na dogajanja, kakršna so v teh zadnjih nekaj letih, sem se pravzaprav odločil, da grem na volitve. Grem na volitve in da poskušamo napraviti nekaj, kar bo boljše za Moravče kot sedaj. Hvala lepa za pogovor, hvala seveda tudi za obisk. Vidiva se prihodnjič ob kakšni podobni priložnosti. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa hvala za vašo pozornost, če ste bili z nami. Hvala tudi vam.